Spoštovani bratje in sestre, velikonočno jutro se začne s prizorom žena, ki hitijo k Jezusovemu grobu, da bi mazilile njegovo truplo, saj za to dejanje v petek zaradi bližine praznika ni bilo časa. Skrbelo jih je, kaj bo s kamnom, ki je zapiral vhod v grob. Kdo jim ga bo odvalil? Zanje je bil pretežak. Ko pa so prišli do groba, je bil kamen odvaljen. Izkazalo se je, da je bila njihova največja skrb prazna. Sveti Peter Krizolog pravi, da se je angel spustil in odvalil kamen. Ni odvalil kamna zato, da bi omogočil prehod Gospodu, ki je šel ven, ampak da bi pokazal svetu, da je Gospod že vstal. Odvalil ga je zaradi vere, kajti v drugo stran je bil zavaljen zaradi nevere. Odvaljenega kamna ni potreboval Kristus zaradi vstajenja, ampak ga potrebujemo mi, da spoznamo, da smrt in grob nista več zadnja beseda bivanja. Noben grob ni več zaprt, kamen ne loči več življenja in smrti. Prazen grob in odvaljen kamen nam omogočata, da se ozremo v vstajenju in življenju. On pa, ki je vstal, nas pozdravlja, kakor je pozdravil učence v večeru tistega dneva, mir vam bodi. Pred nas ne prihaja z očitki zaradi naših slabosti, padcev, grehov, zatajitev. Vse to je nesel na križ in poveličane rane govorijo o moči ljubezni in odpuščanja. Naj pozdrav vstalega Jezusa doseže tudi vse tiste, ki morajo tako ali drugače nositi križ, doživljati prezir in zasramovanje, ki so prikrajšani za resnico in pravico. Mir vsem tistim, ki trpijo zaradi bolezni, krivic in teptanja človekovega dostojanstva. Mir vsem tistim, ki obupujejo nad seboj in nad svojimi grehi. Mir tudi vsem, ki povzročajo krivico in teptajo dostojanstvo. Na Jezusovo vstajenje v nas prebudi veselje do življenja z njim, ki je vstajenje in življenje. Blagoslovljeno veliko noč vam vošči.